Primarij dr. Darjo Strah, specialistko ginekologije in porodništva, smo povprašali, kako si lahko ženske v aktivnem življenjskem obdobju pomagajo z vitamini in minerali. Ginekologi spremljamo ženske v vseh obdobjih življenja in neko zelo dolgo obdobje ima sodobna ženska, ko mora delati, očitno še krepko v tretje življenjsko obdobje, ko postaja bolj in bolj utrujena. Življenjski tempo nam narekuje tudi nepravilno prehrano, tako manj bogato z minerali in vitamini, kot tudi premalo spanja in preveč stresa, tako v službi kot tudi doma in kjerkoli drugje se ženska pač giblje. Vseeno bi rada opozorila, da za razliko od kljub vsemu splošne miselnosti, da ima Slovenija relativno dobro hrano, to drži in to ne drži. Mi imamo dobro hrano, vendar se nepravilno prehranjujemo. Zato menim, da je sedaj pravzaprav že tisti čas, ko si moramo priznati, da samo zdrava hrana ni dovolj in potrebujemo za vsakdanje delo tako dodatke vitaminov, mineralov, prehrambenih dopolnil, ker pa je teh izdelkov na tržišču zelo, zelo veliko, smo večinoma v stiski, katera dopolnila, katera vitamine, katere minerale naj si kupimo, kajti to so dragi preparati in skoraj večina izmed njih ni na recept. Če grobo razdelim žensko med 20 in 50 letom, jo bom razdelila na dve skupini. Med ženskami, ki se pripravljajo, da bodo imele otroka in nosečnice, ter med ženskami, ki so potem po porodu, po dojenju aktivne ženske tja do perimenopavze in menopavze. Naj omenim, da moramo biti predvsem vse pozorni na več stvari. Ena izmed njih je D-vitamin, druga stvar je folna kislina in pa železo. To so tri stvari, ki jih potrebujemo ves čas, še posebej pa v času pred zanositvijo. Moram omeniti, da kljub 20-letnemu aktivnemu opozarjanju strokovnjakov, ginekologov, da je folna kislina tista, ki preprečuje več kot 80% napake hrbtenice, hrbtenjače, nevralne cevi in tudi prirojene srčne napake, da so naša prizadevanja torej slaba, neslišana, kajti še vedno samo 20% slovenskih nosečnic jemlje ali pa pravilno jemlje folno kislino. Folne kisline ne dobimo dovolj s hrano, sicer jo dobimo z zeleno zelenjavo, zato so potrebe 400 mikrogramov dnevno pred zanositvijo vsaj 6 tednov ali mesec dni pred zanositvijo in prvih 12 tednov nosečnosti ključnega pomena. Zakaj? Torej, še vedno se rodijo otroci z prirojenimi nepravilnostmi tako osrednjega žučnega sistema kot hrbtenice, kot tudi seveda prirojenih nepravilnosti srca, za katere velja, da so ena najpogostejših nepravilnosti pri živorojenem otroku. Folno kislino dobimo v večjih preparatih, ker pa ženska potrebuje tudi vitamin D, C-vitamin, vse vitamine skupine B, je pravzaprav praktično, da se odločimo za enega od multivitaminskih preparatov, torej preparat, prehrambeno dopolnilo, ki ima to folno kislino in vse ostale vitamine, minerale in tudi železo skupaj kombinirano v eni tabletki. Zakaj pa so vitamini, minerali, C-vitamin, D-vitamin, predvsem pa folna kislina, pomembni tudi za žensko izven obdobja, ko načrtuje otroke ali ko je noseča, pa je ravno v tem univerzalnem pomenu folne kisline oziroma folata. Le-ta v življenju ženske, kadar je
operirana, kadar ima kronične bolezni, kadar je izčrpana, na jesen, ko se pripravljamo, da smo bolj imunsko odporni, kadar rabimo posebno zaščito, kadar smo v velikem stresu ali pa treniramo, tudi takrat je telo v stresu. Folna kislina sodeluje pri procesih obnavljanja, predvsem deoksiribonukleinske kisline, in sodeluje pri vseh tistih procesih, kjer telo potrebuje čas in dodatno energijo, da se razmnožuje, da popravi nepravilnosti, zlom. Je folna kislina pravzaprav tista, ki sodeluje pri vseh imunskih in pri encimskih in pri vitaminskih procesih, ki obnavljajo telo. Zato menim, da je nek multivitaminski prehrambeni preparat z vsemi omenjenimi vsebinami, vitamini, minerali, folno kislino, železom, že praktično vsakdanja potreba neke zaposlene ženske.